Drage državljanke in državljani Republike Slovenije, te dni praznujemo dan nacionalne samostojnosti in enotnosti, v spomin na referendumsko odločanje o slovenski samostojnosti in neodvisnosti, ki je potekalo le dan pred svetim večerom 23. decembra 1990. Glasovanje o tem, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, se je udeležilo več kot 93% volilnih upravičencev. Za samostojno Slovenijo je glasovalo 88,5% vseh volilnih upravičencev, kar pomeni, da je bilo kar 9 od 10 državljank in državljanov za samostojnost. Tako kot mnogi vi, se tudi sam s ponosom spominjam teh veličastnih dogodkov. Danes smo žal vsi skupaj pod vtisom krize, a tudi zadnjih demonstracij, ki pretresajo našo mlado državo. Pogosto so bili protesti zaznamovani s prostaško govorico, nasiljem in totalitarno simboliko, za katero smo mislili, da je že na smetišču zgodovine. Glavno sporočilo teh demonstracij bi lahko strnili v prevladujoče geslo, ki se je pojavljalo povsod: gotov si. Mnogi mediji in tako imenovani analitiki skušajo iz njih napraviti neko novo in dodano vrednost slovenskega političnega trenutka. A za spoznanje prave vrednosti zadnjih demonstracij je dovolj le kratka zgodovinska primerjava. Slovensko pomlad, ki je v vsej svoji veličini izcvetela prav ob plebiscitu, so zaznamovale drugačne demonstracije. Njihovo glavno sporočila so bila za demokracijo, za svobodo, za samostojnost. To je bil čas iskanja osebne in nacionalne emancipacije, poudarjene domoljubnosti, čas upanja in vere v boljše in normalno življenje ljudi. Na te zahteve smo vezali svoj biti ali ne biti, svoj obstoj in razvoj. Moč svobode, s katero smo verjeli kot posamezniki in kot nacija, je podirala vse zidove, tiste v glavah in tiste prave. Po 22 letih bi pričakovali, da bodo vrednote demokracije, strpnosti, osebne in nacionalne svobode pridobile na veljavi in da bo raven državljanske in politične kulture višja. Čeprav značaj in sporočilna vrednost demonstracij, vodenih strani stare levice, še ne odraža splošne ravni politične kulture pri nas. Na demonstracijah 21. decembra, ko naj bi šlo za vseslovensko vstajo, se je zbralo precej pod 1% slovenskih državljank in državljanov, pa so vendarle opozorili na krhkost demokracije v Sloveniji, na katero moramo biti posebej pozorni. Vsekakor ne bi bilo dobro, da bi ta državni praznik razvrednotili zaradi krize, ki je mnoge resnično prizadela. Da bi lažje razumeli trenutek časa, ki ga živimo, in da bi lažje anticipirali prihodnost, je več kot dobrodošlo, da se z mislimi še vrnemo na čas zvezdnih trenutkov v razvoju slovenske nacije. Zahteva po samostojni državi je sicer zelo stara, v slovenske pomladi pa je dobila nove razsežnosti in moč. Najprej v Majniški deklaraciji, ki je bila politična platforma nastajajoče demokratične opozicije, ki se je združila v Demosu. Ob tem naj spomnim, da je pobudo za plebiscit prvič omenil podmladek Pučnikove stranke že aprila 1990. Socialistična stranka pa je predstavila v tedanji skupščini oktobra istega leta. In ko dr. Jože Pučnik po znamenitem novembrskem sestanku vodstva Demosa v Poljčah to še isti dan javno naznanil na srečanju v Ptuju, poti nazaj več ni bilo. Priprave na plebiscit imajo res posebno mesto v slovenski politični zgodovini, saj so prvič poenotili slovensko politično sceno. Stari in novi politiki so vzpostavili nekakšen pakt. Po plebiscitu, ko je bilo treba voljo ljudi uresničiti tudi v praksi, takšnega sodelovanja ni bilo več. Nasprotno, opozicija je marsikateremu ukrepu, ki je bil nujen za osamosvojitev, nasprotovala. Naj poudarim, da so bile ključne odločitve v takratnem parlamentu, marca in aprila leta 1991, sprejete izključno z glasovi Demosovih poslancev. Tudi danes ta ista opozicija ne sodeluje pri izhodu iz krize. Ne, da ne sodeluje, del opozicije uporablja vse načine, vključno z demonstracijami, da blokira potrebne ukrepe in reforme. Kljub temu je v danih razmerah vladi Janeza Janše le v nekaj mesecih uspelo sprejeti kar 4 od 5 ključnih ukrepov za izhod iz krize. Kakor kažejo politične razmere, je problem vlade Janeza Janše v tem, ker je na pravi poti. To je pot iz krize, ponovnega gospodarskega razcveta, socialne pravičnosti in politične stabilnosti. In stara levica, maske so že zdavnaj padle,
ne želi vladi privoščiti nikakršnega, tudi najmanjšega uspeha. Drage državljanke in državljani, naj nas nasilje, ščuvanje, nove in stari ekstremisti ne odvračajo od odgovornosti, ki jo imamo za svojo državo. Naj nam ne odzamejo poguma, samozavesti, ponosa. Vsak od nas, ne glede na položaj, ki ga ima, je odgovoren za to, da ohranimo našo Slovenijo za prihodnje rodove takšno, kakšno smo si jo zamislili pred 22 leti, kot suvereno, gospodarsko uspešno, pravično in predvsem demokratično. Slovenija je na pravi poti, zato bo leto 2013 uspešnejše kot leto 2012, zato tokratna čestitka ob dnevu samostojnosti in enotnosti izveneva bolj optimistično. Srečno!